Apartmajska hiša v Bohinjski Bistrici se ponaša z avtohtonim, tradicionalnim volumnom ter s pogledi po okoliških vršacih. Lastnika sta iz mizarske stroke in zato dvoma o prevladujočem materialu ni bilo. Vseeno pa sta se želela pokloniti tudi tradiciji in tako v veliki meri posegla tudi po starem, ponovno uporabljenem lesu. V impozantni apartmajski hiši so tako celo več kot 100-letni kosi macesnovega lesa. Širše gledano smo v kraljestvu Zlatoroga, ampak tukajle dobrodošli v mikrokraljestvu lesa, topline, elegance ter zavidljivih detajlov. Ne preseneča odločitev zakoncev, poklicnih mizarjev, da zgradita veliko hišo, v kateri lesu zaupata glavno vlogo. Povezala sta se z arhitekti, ki sledijo načelu, da je treba arhitekturo vedno prilagoditi kraju in času nastanka objekta. Navdušila sta nas tudi z uporabo starega lesa. Dolgo je bila v nas neka ideja, da zgradimo en objekt. Tako rad se ukvarjamo in zimskimi in poletnimi športi. In Bohinjska Bistrica je bila tista, ki nam je ponujala vse, kar smo želeli. Se pravi, lepe okoliške hribe, potok za hišo in pa veliko prostora za športe v naravi. Ves čas sva vedela, da bomo gradili z naravnimi materiali. In pa vedela sva, da je les tist, ki pa naredi toplino pa domačnost, beton pa ostale materiale smo pa potem opeljali noter, da smo majčkeno razbili to monotonost lesa. Ja, les je nam res domača stvar. Uporabili smo dve vrsti, v bistvu 3 vrste lesa. Notranjost imamo, recimo za nami je 120 let star pod, katerega smo podrli, obdelali in ukomponirali v sobo. Za kakšno vrsto lesa pa gre tukaj? Tole je mešanica macesna in smreke. To je v bistvu samo obdelan les, nič olja, nič štrihan. Na kakšen način je pa obdelan? Prvo se ga očisti, ker potem moramo to dati v komoro, termično obdelati, na kar ga potem poskobljamo in skrtašimo. Je še en zanimiv primer lesa tukaj, ne vem koliko časa, da je bil potopljen. To je potopljeni hrast. Ja, nekje na Dolenjskem je bil ta potopljen les in dobila smo ga točno toliko, da smo lahko naredili tiste omare tam v sprejemni sobi. V notranjosti smo uporabili smreko les, lepljen, kateri je tudi krtačen. Kar je pa pohištva, smo pa uporabili hrast. V bistvu smo uporabili veliko masivnega lesa, pa kar 1200 kvadratov furnirja. Furnir smo spajali vertikalno pa horizontalno in pri horizontalnem spajanju smo bili zelo pozorni na, da gre zaporedje. Letnice, da se pač ujemajo slika, ne? Pri snovanju oblike stavbe so se zgledovali tudi po kozolcih, kakršni so značilni za bohinjski kot. Kamen, ki je prav tako kot les imel nekoč pomembno vlogo v tamkajšnjem stavbarstvu, so v novi hiši zamenjali z vidno obdelanim betonom. Beton nastopa še v ročno izdelanih strešnikih, imenovanih špičaki, ki so nekoč prekrivali vse strehe tamkajšnjih hiš. Gospod Koželj, zakaj je arhitekt zavezan k upoštevanju lokalne arhitekture? Ja, to je eno od temeljnih načel stroke, in tudi delovno vodilo, da se je treba z novo arhitekturo vedno prilagoditi kraju. In času seveda tudi. Mi smo vnaprej vedeli, da bo ta hiša na videz prevelika za ta kraj. Kako oblikovati velik volumen? Ali se poravna z slemeni z največjimi stavbami, najvišjimi v stavbnem tkivu okoliškem? To so bila ključna vprašanja in mi smo se seveda odločili, da se poravnamo zelo enostavno, z največjimi stavbami. Strehe so povezovalni element celote. Hiše so lahko krajše, daljše, sestavljene, ampak strehe jim dajo tisto krajino, temu rečemo, ki potem povezuje različnosti v celoto. Streha je pač strma dvokapnica in skupaj s podstrešjem tvori, izoblikuje trikotno prizmo, bi lahko rekel. Kako jo s tem prilagoditi pa manjšemu merilu? In zato smo se odločili, da je to veliko enotno telo razdelimo na 4 kvadrate, bi lahko rekli. Jih potem zasukamo za 45 stopinj in jih ponovno povežemo med sabo. Hiša je na ta način se odprla, ona se je v bistvu upela v prostor. Tu in tam vidimo po stanovanju motiv neke rožice. Zakaj gre? Pri poimenovanju našega objekta pa pri grafični zasnovi nam je pomagal Matej Obrat
In ta rožica, ki je sestavljena iz 5 hišic. Apartmaje smo pa poimenovali po naravnih znamenitostih in pa po hribih, ki nas okoli obdajajo. Zavzetost lastnikov, da bo hiša vrhunski objekt, je vidna v številnih, tudi najmanjših podrobnostih. Tukaj, ko gre za vse pohištvo, vse te stene, vse lesene elemente, da v glavnem sta bila vidva tista, ki sta dejansko to tudi z lastnimi rokami izdelala, ne? Ja, Janja je zdizajnirala vse pohištvo. Jaz sem pa, kar je lesa, je šlo pa vse skozi moje roke, ne. Smo pa vse pohištvo sami ugradili, naredili. Ampak, ko rečete, smo naredili, koliko vas pa je v resnici? Ja, bili smo žena, jaz, 2 sinova, pa še en zaposlen. Veliko znanja in izkušenj pa sta dobila v sosednji Avstriji. Kakšna je tukaj zgodba? Ja, pri gradnji smo vedeli, da bomo uporabljali star les, zato sva šla na Tirolsko, tam sva dobila neke mizarje, ki ta les pripravljajo. Gospod je bil pa tako prijazen, je rekel, naj ostaneva tam in v 4-5 dneh so nama pokazali cel proces, kako pripraviti star les. Kako priti do reliefa starega lesa, ne? Zakonca Križaj sta nam razkrila še eno zanimivost. Masivni les sta vgradila tudi v opremo vseh kopalnic. Da mu vlaga ne škoduje, ga 2-krat letno premažejo s posebnim oljem, poskrbijo pa tudi za zračenje kopalnic. Blaž, specifika tega projekta je bila tudi ta, da so naročniki mizarski mojstri, kar pomeni, da so znali marsikaj noter sami izdelati, ne? Ta specifika se je močno poznala pri projektu in v tem primeru smo imeli izvajalca in naročnika, ki sta hkrati tudi izvajalca, da poudarim, res veliko srečo. Se pravi, smo lahko z zelo preprostimi navodili naprimer, če zdaj govorim, o ohranjanju identitete konstrukcije, o identiteti stropa, o kombinaciji lesa, betona in tako naprej, na podlagi par besed oziroma par navodil, takoj najdel skupno rešitev, ki sta jo pa na koncu ona dva s svojo spretnostjo, sposobnostjo izvedla, lahko rečem, kar na nekem maksimalnem nivoju, no. Naročnika sta že od samega štarta točno vedela, da želite veliko lesa, tudi ponovno uporabljenega. Kakšno pa je vaše mnenje o lesu kot o gradbenem materialu? Les je gradivo prihodnosti, v tem ni več dvoma, ne. Les ne samo, da je naravno gradivo, ne, ampak da omogoča z industrijsko obdelavo fantastične konstrukcije, ki se jih lahko primerja s kakršnimi kolimi inženirskimi konstrukcijami iz armiranega betona ali jekla, ne. Hkrati je pa to trajnostni material in seveda on ima potem s tehnično vrednost, ima oblikovalsko vrednost, ne. Če živimo v leseni hiši, se počutimo, kot da smo obdani z naravo, ne, kot da smo v nekem gozdu, ne.